Dobro dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Moje ime je Suzana Kos. Danes pa v studiu gostim 3 evropske poslance, gospoda Marjana Šarca, gospoda Branka Grimsa in gospoda Mateja Tonina. Pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Morda bi začeli z notranje politično temo, ki je seveda povezana tudi z vami. Gospod Vladimir Prebilič se pripravlja, da se bo odzval klicu domovine in napovedal v kratkem ustanovitev svoje stranke, ker se bo pač očitno udeležil državnozborskih volitev prihodnje leto. Kako vidite vi to potezo? Se vam zdi to kot izdaja volivcev? Bi se vi odzvali, če bi vaša stranka v bistvu potrebovala, gospod Šarec? No, bil sem župan, bil sem poslanec, minister, predsednik vlade, zdaj sem evropski poslanec, tako tudi stranko sem že ustanovil pred leti, tako da jaz sem to vse že dal skozi. Razumem pa tiste, ki tega še niso, da mogoče se želijo preizkusiti. Je pa tako, težko je zdaj to komentirati še, ker to je precej še enega tipanja, ne? Precej poslušamo, da še tipajo teren, da pravzaprav sam bi ocenil, da je to eno cincanje, ne? Jaz ravno tako tudi mislim za gospoda Logarja, ne? Zdaj, če nekdo želi nekaj voditi... To se gospod Logar je v bistvu ustanovil svojo stranko. Ja, seveda, ampak to je bilo kar dolgo časa, je bilo tudi tipanje in tako naprej. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo, vsaka konkurenca je vedno dobrodošla. Skratka, vprašanje je bilo, če bi gospod Robert Golob potreboval vas, da kandidirate na listi doma. Na hipotetična vprašanja ta hip nima smisla odgovarjati. Ker vaša stranka, mislim, da do konca avgusta evidentira kandidate, ne, v bistvu se precej zamudi. Kaj pa vi, gospod Tonin? Ne, mislim, ker gospod Šarec ne želi odgovoriti, ne? Ni nobene zamude, stranka evidentira kandidate po postopkih, tako da stvar teče tako kot mora, do volitev je še nekaj časa, kljub temu, da manj kot leto, ampak vse bo narejeno pravočasno. Gospod Tonin, gospod Šarec pač ne želi odgovoriti. Kar se tiče Nove Slovenije, mi smo imeli postopke evidentirane odprte do konca aprila. Evidentiranih je bilo 121 kandidatk in kandidatov, zdaj smo v fazi izbiranja kandidatov za posamezne volilne okraje. Tudi sam sem evidentiran kot kandidat v okraju Kamnik in pa Kranj 3. In gospodu Prebiliču, s čimer ste začeli, želim vso srečo pri ustanavljanju stranke, z lastnih izkušnj pa povem, da je to trd kruh in da je in ustanovitev in tudi samovodene stranke včasih, pa bi rekel skoraj vsak dan, zahtevno posel. Skratka, ker ste tudi vi evidentirani, mene samo to zanima, gospod Grims, tudi vas sprašujem isto vprašanje, vi, kolikor vem, ste morali podpisati v stranki, da se boste odpovedali mandatu, če vas bo gospod Janez Janša potreboval doma. Skratka, ne zdi se nikomur sporno, da najprej greš na evropske volitve in potem pač če skalkulirate, kaj vam bolj koristi, greste potem še na državnozborske. Drugač, glede te odpovedi treba povedati, da ima vsaka stranka 9 kandidatov. To pomeni, da če je nekdo poklican nazaj domov, nekdo drug z te liste pride v Evropski parlament, tako da ta prostor ne ostane prazen, ampak ga še vedno ljudje iz iste stranke, z istimi vrednotami pokrivajo in pač delajo naprej. Vprašanje, če je pri gospodu Prebiliču tako enako vse, ne vrednote, glede na to, da v bistvu ne želi pa na volitve stranko, ki ga je podprla na evropskih volitvah, gospod Grims? No, najprej vsem prav lep pozdrav, drugo, gospod Prebilič se ne pripravlja, njega pripravljajo drugi. Če bo to potrebno, in to je tudi sam povedal, ko je rekel, da mora še gospoda Kučana vprašati, in to seveda s tem je potrdil obstoj globoke države v Sloveniji in to je zelo dobro, da se je to zgodilo. To odpira oči. Kar se tiče kandidature, je pa tako, mene med evidentirani kandidati ni, jaz dano besedo držim in ko sem šel na volitve, sem povedal, da bom cel mandat tam. Se pravi, niste podpisali te izjave? Tega nismo podpisali. In zdaj tisto, kar
Podpisovali smo druge stvari, ampak tega ne. Ker se spomnim, na dan volitev je gospod Janša povedal, rečeno, da če bo kdo, da bi ga potrebovali, da pride nazaj za ministra, ne pa za volitve. Ne. Vi govorite zdaj o kandidaturi na volitvah. Se pravi, za ministra, če bi bili kandidat za ministra, pol bi se odpovedali? Sem poskušal kandidirati za ministra večkrat, ni bilo izbrano, zdaj pa sem evropski poslanec. Še eno vprašanje za vas, to sem vas vprašala, glede teh podpisov in to posebej tudi vas naslavljam s tem vprašanjem. Niste vedno v sozvočju za stranko, rekli so mi, da ste bili eden redkih na kongresu SDS-a, ki je glasoval proti spremembi statuta, če se ne motim, ker je prepoved, da evropski poslanci ne morete kandidirati za izvršilni odbor stranke. Jaz sem avtor prvotnega statuta stranke, vem, na katerih načelih je bil temeljen. Šlo je za maksimalno demokratičnost, kakršnekoli prepovedi sam osebno pač ocenjujem kritično in to sem tudi izrazil in to ni noben poseben problem. Zdaj, tisto, kar je pomembno, je, da mora vedno veljati, da naj posamezno mesto zavzame najboljša oseba. Se pravi, da mora biti čim večji izbor, vsake nepotrebne omejitve ta izbor samo omejujejo in Slovenija to potrebuje, pogledajte. Slovenija imamo negativno kadrovsko sistemsko negativno kadrovsko selekcijo praktično na vseh nivojih. Ampak, če sem vas prav razumela, ste vi kritični do vodstva svoje stranke sedaj, da je v bistvu premalo demokratično ali kako? Tega jaz nisem rekel, ne poprosim, ne podtikati. Drugo vprašanje, ki je aktualno med politiki, tako v svetu kot pri nas, je vprašanje Gaze, kaj se dogaja v Gazi. Presenetila me je v bistvu histerija, ki se je pojavila po nastopu gospoda Boruta Pahorja na nacionalni televiziji, kjer je pač rekel, da je treba počakati, kaj bo odločilo sodišče, Zagotovo se dogaja tragedija v Gazi, zagotovo gre za zločin proti človeštvu, je rekel. Ampak nekaj podobnega je rekel teden dni pred tem gospod Logar, pa ni bilo takšnega odziva. Čemu vi pripisujete to histerijo, predvsem z leve? No, jaz ne bi mogel reči, da gre za kakšno histerijo. Ne vidim neke histerije. Zdaj seveda, ali se pogovarjamo o formalno-pravnih kategorijah, sodnih praksah in drugih zadevah, ali pa se pogovarjamo subjektivno. In seveda to, kar gledamo v Gazi, to seveda ni ničemur več podobno. Nedolžni ljudje umirajo, treba bi bilo takojšnja prekinitev ognja, treba je pomagati nedolžnim ljudem, civilistom. Zdaj, če se pa mi prepiramo, jaz sem razumel gospoda Pahorja, da govori o sodnem postopku, ampak veste, čakati sodišče, kaj bo odločilo, kaj ne bo odločilo, dejstvo je, da ljudje vsak dan umirajo in to je pomembno. Ampak vaša strankarska kolegica, gospod Klakočar Zupančič, je bila res zelo žaljiva. No, ne nazadnje, zakaj mislite, da je tako? Jaz sem tukaj v svojem imenu, danes težko sodim v drugih. Ne nazadnje sem leta 2017 kandidiral proti gospodu Pahorju, ravno zaradi te njegove mlačnosti in njegovih stališč, kakršna je vedno imel. In seveda od njega to, kar je on povedal, je pravzaprav pričakovano in mene niti ni tako presenetilo. Se ne nazadnje tudi novinarja, ki si ga je izbral za intervju, že tudi to vemo, kam to sodi, tako da nimamo kaj dodati temu. Bom še enkrat ponovila, gospod Logar je pa pri drugemu novinarju, ki sodi recimo v drugo politično sfero, se pravi v politično pri gospe Tanje Gobec, povedal podobno, a ne? Gospod Logar pač... Pa ni bilo takšnega histeričnega... Gospod Logar pač imitira gospoda Pahorja na nekaterih zadevah. Zdaj gospod Pahor je original, imitacije so pa pač kakršne so, ampak ne glede na to, še enkrat poudarjam, vsi se strinjamo, da je potrebna takojšnja prekinitev ognja, da je treba takoj pomagati civilistom in to, kar se je zgodilo v varnostnem svetu, ta veto Združenih držav Amerike, zagotovo ne pomaga nikomur oziroma zelo škoduje.
Kako pa vidva vidite, gospod Tonin in gospod Grims, zakaj je takšen histerični odziv? V bistvu ne pustijo človeku, pa nisem jaz tukaj zdaj advokat gospoda Pahorja, ne, da ima svoje stališče. No, če se dotaknem samega govora predsednice republike, ki ga je imela v Evropskem parlamentu, tajming je bil posrečeno izbran. Bilo je to tik pred glasovanjem nas evropskih poslancev, tako da je bila dvorana z tega vidika polna in je morda nastal napačen vtis, da so prišli tam evropski poslanci samo zaradi nje, pač tukaj treba stvari objektivno povedati takšne, kot so. Bili smo pred glasovanjem. Njen govor je bil relativno dolg in bi rekel v tistem delu, ko je govorila o Zahodnem Balkanu in o stvarih nasplošno, nič kaj posebnega pričakovano, takšna, kot so vedno bila slovenska stališča. Je pa seveda potem poželjela na eni strani veliko odobravanja zaradi te njene izjave, na drugi strani pa tudi nekaj negodovanja. Skratka, obe dve plati sta se v Evropskem parlamentu slišali in to je praktično bilo edino, kar je odmevalo po njenem govoru v Evropskem parlamentu. To, kar je pa gospod Pahor rekel, mislim, jaz sem si šel ta njegov intervju še enkrat pogledati v tem delu, da ne bi karkoli napačno sodil. Treba je priznati, da on je bil pravno precizen. On je povedal pač, da se tam dogajajo hude tragedije v Izrael, v Gazi. S tem se vsi strinjamo, samo zanimiv je odziv. In za te stvari je potrebno seveda tudi neka pravna kvalifikacija, ki še ni bila dorečena. Zdaj, odziv pa jaz mislim, da je bil tudi na eni strani pričakovan zelo preprostega razloga. Zaradi tega, ker je gospoda Pahorja, bi rekel, večji del še vedno razume, da svetovno-nazorsko sodi na levo stran, ga razumejo kot del socialnih demokratov in seveda vsa njihova uradna stališča, uradnih predstavnikov so bila pa zelo ostra, ker se Izraela tiče in tukaj je šlo za neko neskladje in zaradi tega je bil takšen odziv. Pri gospodu Logarju, če pogledate, pač on je govoril približno tiste stvari, ki jih je govoril tudi v preteklosti, ki jih je govoril tudi, ko je bil minister za zunanje zadeve. Zaradi tega jaz seveda nisem pričakoval, da bo takšen odmeven odziv tudi v njegovem primeru. In to je tista stvar, zaradi katerega so se stvari nekoliko bolj razumele. Gospod Grims. Ja, zdaj ni bil Pahor tisti, ki je bil prvi cilj te kampanje, ampak sem bil jaz, zaradi tega, ker sem na soočenju z gospodom Nemcem opozoril na par dejstev. Prvič, da ta nastop gospe predsednice je očitno škodil Sloveniji, ker še tisti v EPP, ki so levo nagnjeni, so rekli, da to je popolnoma nesprejemljivo. Gospod Grims na nacionalni televiziji. Mene zanima samo, kako vidite zakaj je takšna žaljivost v odzivu leve strani? To me zanima. Ja, zato, ker drugo kot žaliti leva stran ne zna. Kaj pa je levičarstvo? Levičarstvo je hujskaštvo in sejanje sovraštva. In poglejte, vse kampanje, recimo od ZDA do Slovenije, oni niso, ne vem, za bogatejšo, za podjetništvo, za uspešno, ampak je zmeraj proti Trumpu, proti Janši, proti, sovražimo. To je hujskaštvo, in to je tudi protiustavno. To je tudi protiustavno. Lahko je skončam, gospa, če dovolite, In zaradi tega seveda je potem tudi tak odziv, ko pa postaviš realna vprašanja, tista, s katerim bi se Slovenci mogli soočati, recimo dejstvo, da smo po drugi svetovni vojni imeli v Sloveniji genocid. Bomo o tem še rekli nekaj, pustite za to. In da se s tem nihče noče odgovorno soočiti, če najmanj pa tistih, ki so za to povodijo, pa cela kampanja potem proti. Tu je ta problem, da se vsiljuje neke teme, ki so dejansko za Slovenijo manj pomembne, zato da bi se preupilo tiste teme, ki so pa za Slovenijo odločilne, kot je sprostitev slovenskega razvojnega potencijala. Bomo še rekli o tem, kar nadaljevanju huskačka stran. Zdaj, kot sem rekel, sem v svojem imenu, ne moremo drugi govoriti, ampak če ste že omenjali predsednico Državnega zbora, sej nič zelo takega pravzaprav ni povedala, da bi jaz to jemal lahko kot žaljivo, ker če gledamo družbena omrežja iz preteklosti in kako so vse z te strani o meni pisali, recimo, kaj vse in to na osebnem nivoju največkrat in tako naprej, o moji izobrazbi, ne vem, pač vse jih je motilo, tako da vsaj pri meni ta teza, kako je desna stran kulturna, bo zelo težko držala. Jaz tega nisem rekla, mi zdaj tega polagati besedo, me pa preseneča. Govorimo o dejstvih, tako pač je, sej tudi jaz nisem ničesar komentiral ob nekem nedavnem dogodku, drugi so, jaz nisem,
ker tudi takih stvari nikoli ne komentiram, sem pa pomislil, kako bi bilo, če bi bilo obratno, samo to bom rekel. Tako da, gledajte, kako je leva stran hujskaška, ja, imamo takšne in drugačne primere, tudi na tej strani, zagotovo bi se kdaj lahko česa kdo vzdržal, ampak da bi pa zdaj z desne strani poslušali, kako so to brez vic direktno v nebesa, pa daleč od tega, veste. Ker ste vsi omenili v bistvu govor predsednice v Evropskem parlamentu, me zanima še vaš komentar na idejo, ki je predstavila v intervjuju za Politiko, to pa je, da naj bi pač nekakšen svet modrecev se vzpostavi za komuniciranje oziroma za to, da bi sedeli za skupno mizo z Moskvo. Gospod Janša je minuli teden v tem studiu dejal, da je to napačen predlog, da bi lahko v tem svetu 10 dalajlam sedelo, pa se ne bi nič zgodilo, da je pomembno predvsem to, da se Ukrajino vojaško tako ukrepi, da bo ta moč vojaška Ukrajine potem prisilila Rusijo za pogajalsko mizo. Kaj mislite o tem? Lejte, v preteklosti je bilo že več podobnih poskusov. Vse je poromal v Moskvo Viktor Orban, pa ne nazadnje tudi slovaški premijer in še kdo, tisti, ki so morda nekoliko blizu Vladimirju Putinu, ampak ni bilo nobenih sprememb. Vojna se tam v nezmanjšani hitrosti nadaljuje naprej. Tako da očitno kaj ima gospod Janša prav, imamo tukaj dva nekdanja obrambna ministra, ki so znala oceniti. Po tej plati ima zagotovo prav. Dokler bo ena stran ocenevala, da na bojišču lahko več doseže kot za pogajalsko mizo, do takrat se bo vojna nadaljevala. In v tem trenutku zagotovo Putin čuti neko moč, čuti neko izčrpanost, bi rekel, same Ukrajine in pa tudi neko izčrpanost zahodne javnosti, ki jo zlasti zelo intenzivno prepričuje s propagando, da je podpiranje Ukrajine dejansko podaljševanje vojne. Bi rekel, ta propaganda se tudi zelo učinkovito prijemlja na slovenskih tleh in do takrat se bo vojna nadaljevala. In zakaj bi on v to vojno, v to mesarsko klanje je zmetal že na 100.000 življenj in pri njemu življenja nič ne štejo in mu ni problem še 10.000 dodatnih, če bo neko svoje strateške cilje dosegel. In edina točka, kjer se bo pripravljen začeti pogovarjati in usedeti za belo mizo, ker na levi strani zelo govorijo, naj diplomacija začne s svojim delom in naj se začnemo pogovarjati, šele takrat, ko bo videl, da enostavno z vojaškimi sredstvi ne more več napredovati in dosegati svojih ciljev. In zato je v tem smislu seveda podpora Ukrajini pomembna, da jim zagotovimo take vojaške zmogljivosti, da lahko na bojišču vzpostavijo ravnoteže, ker samo to bo vzpostavilo pogoje potem za diplomatsko rešitev tega. Gospod Šarec. Ja, dejstvo, da ljudje kot Putin razumejo samo jezik moči. Oni imajo kompromis, vse tisto, kar velja v zahodnih demokracijah za doseganje kompromisa, pogovor in tako naprej. To ima on vse za znamenje šibkosti. To je treba kot prvo vedeti. Kot drugo je treba vedeti, da v Rusiji obstaja tudi opozicija. Nedavno so bili gostje, je bila Julija Navalna pa Viktor Karamurza, so bili gostje na zunanje političnem odboru Evropskega parlamenta in so jasno povedali, da mir bo takrat, ko bo zadnji ruski vojak zapustil Ukrajino, da je Ukrajina suverena država in da se meja ne da spreminjati surovo silo. Tako da tudi v Rusiji obstaja opozicija in obstajajo drugačna mnenja. Dejstvo je, da tudi sam bi si želel takojšnji mir, tako kot v Gazi, tudi v Ukrajini. Se pravi, svet modrecev, kot ga predlaga Nataša Pirc, se mu zdi prezvezali, ne? Ne, poglejte, diplomacija je vedno dobrodošla, samo je pa res, da tudi v preteklosti se tako kazalo, da diplomacija je tudi predvsem takrat uspešna, ko ima za seboj tudi neko realno moč. Vemo, da pač, kot sem rekel, takšni ljudje razumejo samo argument moči. Sej ne nazadnje tudi imamo v Washingtonu podobno zgodbo. Sej vidite, kako sta dva prijatelja, ki sta bili na začetku velika prijatelja in sem sam osebno napovedal, da se bodo kmalu skregali in to se je tudi zgodilo. Tam, kjer so egi visoki, tam, kjer vsak pač samo želi doseči svoje, je težko z diplomacijo. Tako da seveda da,
če bi to pomagalo ustaviti vojno, če bi to prineslo pravičen mir, če bi bilo uspešno, potem vsekakor. Ampak, kot rečeno, ljudje, kot je Putin, pač razumejo jezik moči. Gospod Grims, ker želite da obdelujemo pomembne teme, bomo začeli zdaj z enim segmentom pomembnim v našem življenju, to pa je pač, kaj se dogaja v Sloveniji, v slovenskem gospodarstvu. Gospod Šarec, gospod Golob, bili ste član njegove vlade, kar naprej ponavlja, da je njegova vlada naredila več v teh 3 letih, kot vse vlade pred njim. Tako da v bistvu kritizira tudi vas, da v bistvu niste kaj veliko postorili. Ampak, gospod Grims, jaz bom prebrala zdaj en podatek iz proračuna, ki ga je objavil Fiskalni svet te dni. Pa bom prej še povedala, da je zanimivo, kako in minister za finance Klemen Boštjančič in gospa infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek in konec koncev tudi gospodarski minister Matjaž Han se sprašujejo, kaj se dogaja, ne vemo, kaj se dogaja, zakaj gospodarska rast pada. Pa imajo podatke pred sabo. Zakaj to govorim? Bruto domači proizvod je padel zaradi nižje zasebne porabe, potrošnje in zaradi nižjih investicij. In če pogledate, kaj je zapisal Fiskalni svet, je zapisal, da je v bistvu nekaj podatek ob tem, da se je pač državni proračun, da ima primanjkljaj precej večji, medtem ko je imel v minulem letu presežek v prvih 5 mesecih. Podatek Fiskalnega sveta kaže tudi, da je precej manj, kot je bilo načrtovano, šlo denarje za infrastrukturne projekte, za obnovo cest in teh železnic. Ne železnic, cest in voda, pač strug vodnih. No, skratka, oni sami vidijo, da se v proračunu ne uresničujejo zadeve, ki so jih planirali na področju investicij, ne, in hkrati se sprašujejo, pri vas se sprašujejo, kaj se dogaja. Ne. Dejansko je pač vzrok viden že iz proračuna, gospod Grims. Ja, prvi in temeljni vzrok za sedanjo popolno gospodarsko katastrofo je socializem. Mi imamo na oblasti socialiste in oni drugo kot davke nabijati pač ne znajo. Ta vlada bi naredila največ za slovensko gospodarstvo, če ne bi na tem področju od tistega dne, ko je prevzela oblast, naredila popolnoma ničesar. Pa bi bilo najbolj, če bi vse pustili v primeru, ne? Ker je bilo prej dobro nastavljeno. Zdaj, to, kar počnejo, pogledajte, samo 2 izjavi. Ne? En od poslancev vladajoče koalicije je rekel, da je treba podjetnike z bajoneti naterati v morje. Predsednik vlade je pa nedavno, predsednik vlade je pa nedavno rekel, da tisti podjetniki, ki jim kaj ne paše v Sloveniji, ne se kar preselijo na Hrvaško. Ne? Te 2 izjavi sta v bistvu popolnoma enaki. Ne? V glavnem, to je ta socialistična mentaliteta dvigovanja davkov in zaradi tega smo soočeni z največjim gospodarskim polomom v Sloveniji v ne vem kolikem času, praktično odkar samostojna Slovenija obstaja. Zdaj, kaj je tukaj zdravilo, samo volite desno, ne? Kajti treba je znižati davke, treba je odstraniti birokratske ovire, ki danes onemogočajo pač podjetnikom, da bi začeli na marsikaterem področju sploh karkoli, kjer pa lahko pa so potem ovire in ne morejo razvijati svojih kapacitet. In pa seveda, ker je najbolj bistveno, treba je drastično znižati davčno obremenitev, kajti tako kot zdaj gre, pač ne bo šlo. Saj veste, kaj je rekla Margaret Thatcher za socializem. Ne? Vedno je največji problem socializma, da na koncu zmanjka tujega denarja in Slovenija je že na tej točki. Bom samo tukaj dodala še en podatek. Efektivna davčna stopnja je trenutno na ravni leta 2010, takrat je bila vlada gospoda Boruta Pahorja. Povejte, gospod Tonin. Čutek imam, da Slovenija pa slovenska vlada živi v nekem svojem svetu. V Evropi, na globalni ravni se dogajajo zdaj mnoge stvari, ki bodo bistveno zaznamovane naslednja desetletja. Tako v smislu zdaj teh zadnjih trgovinskih vojn, pa tudi realnih vojn, drugih konfliktov. Mi pa živimo tukaj v nekem svojem svetu in mislimo, da se nas to ne dotika in da pač to gre mimo nas. Ampak problem je, da se nas bo ta stvar zelo dotaknila in da ta vlada dela ravno
nasprotne stvari, ker bi jih morala delati. Zdaj je glavna beseda Evropske unije povečanje konkurenčnosti, kaj lahko naredimo, da bomo zmanjšali birokracijo, kaj lahko naredimo, da bomo okrepili gospodarstvo, s tem se ukvarja celotna Evropa, medtem, ki pa se v Sloveniji praktično ukvarjamo s tem, kako bomo gospodarstvo še bolj obremenili. Veste, mandat te vlade je bil s tem, da so odpravili našo dohodninsko reformo. Se to ime žal zdaj, ne? In so s tem se neto plače niso poviševale. Druga stvar je bil ta slavni obvezni zdravstveni prispevek, ki so ga rekli, da ga bodo ukinili, dejansko so ga pa samo na naše plače prelili. Zdaj prihaja še dolgotrajna oskrba, potem napovedujejo še zakon o nepremičnine, davko na nepremičnine, skratka en kup dodatnih obdavčitev, s čimer se predvsem poslabšuje poslovno okolje in poslovno okolje postaja vedno bolj nepredvidljivo. In zdaj gospodarstvo, če sem jaz podjetnik in razmišljam, poslušam poročila in gledam posod po svetu, trgovinske vojne, dogajajo se čudne stvari, doma se mi poslovno okolje poslabšuje, normalno je, da so v takih okoliščinah podjetniki zadržani. Zato to mislite glede investicije? Ja, po podatkih, ki ste jih navedli, so se investicije zmanjšale. Ampak investicije proračuna tudi, ne? Pa tudi investicije zasebnih podjetij, tudi te so se zmanjšale, ker ni nepomembno. In hkrati se je pa tudi potrošnja državljanov v teh okoliščinah zmanjšala. In seveda vse to je pripeljalo do tega, da so proračunski prilivi pač manjši, kot smo jih načrtovali. In en tak, veste, zelo zanimiv precedens, jaz se spomnim, ker smo bili v vladi, in smo zniževali davke in je bil to hud pretres, kako bomo uničili proračun, kako bo šlo vse v grunt, da to se ne da, ampak takrat so bile številke zelo jasne. Za zniževanjem davkov so se proračunski prilivi povečevali. Zdaj je pa stvar ravno obratna. Se pa davki dvigujejo, se pa proračunski prilivi zmanjšujejo, ker pomeni, da ljudje niso neumni. Pač ljudem in tudi podjetnikom, če preveč zategneš davčni pas, najdejo poti, kako bi rekel, te stvari zaobidejo. Navadni ljudje tako, da kakšno stvar naredijo brez računa, podjetniki pa to, kot jim svetuje predsednik vlade, da se davčno optimizirajo, morda celo na Hrvaškem. In v takih okoliščinah seveda mene skrbi za slovensko gospodarstvo, zaradi tega, ker sem prepričan, da se pač slovenska vlada ne zaveda resnosti okoliščin okoli Slovenije, kaj se dogaja v svetu in kaj se dogaja tudi v Evropi. In če se mi ne bomo na te stvari ustrezno prilagodili, potem bomo seveda enostavno izgubili. Gospod Šarec. No, ko tole poslušam, seveda to spet nič novega, vse to mantro poslušam že sam kar nekaj časa. Me veseli, da ste omenili fiskalni svet. Spomnim se leta 2019, ko sva z ministrom Bertoncljem finančnim imela presežek v proračunu, pa je fiskalni svet govoril, da smo na robu katastrofe, da sva, še danes se spomnim, da sva gostača na strehi in da je tvegano in ne vem kaj. Opozicija, ki sta jo takrat predstavljala tudi gospoda, ki sedita v studiu, je pa vložila predlog za ustavno obtožbo, pa smo imeli 250 milijonov presežka takrat, skratka nikoli ni v redu. Pa tudi sam sem se takrat veliko ukvarjal in z gospodarsko zbornico in z obrtno-podjetniško zbornico, pa smo imeli državnega sekretarja za malo gospodarstvo, skratka veliko smo delali na tem, pa tudi ni bilo nikoli v redu. Sej spomnimo se primer gospoda Šimonke, subvencije in vse, kar je dobil, potem so si pa še dobičke delili. Jaz ne bom nikoli ne bom metal vseh v isti koš, je to dejstvo. Ampak gospodarstvo tudi, veste, ves čas poslušamo država ven, pustite nas na miru. Ko pa pride do problema, je pa takoj država pomagaj. Tako da moramo, jaz ne želim ničesar natovcevati, ne želim nikogar žaliti ali kakorkoli. Jaz se zavedam, da gospodarstvo je tisto, ki je motor razvoja, ki je motor za to, da gre država naprej. Ampak vendar moramo biti kar na obeh straneh toliko pošteni, da se zavedamo tudi vsak svojih obveznosti in vsak svojih tudi napak. Tako da je pa logično, da bosta gospoda, ki sedita tukaj, slikala vse črno. Čeprav številke potrjujejo, če pustimo ob strani očitka fiskalnega sveta, številke pač potrjujejo,
napovedi gospodarske rasti so se tudi zmanjšale. zunanje okoliščine, a veste, sej tudi po eni strani govorite, da se ne zavedamo sveta okoli nas, po drugi strani naj bi bili pa za vse sami krivi. Ni čisto tako. Jaz sem toliko časa pa že sedel v tej vladi, da vem, da bi pa kar v nekem svojem svetu živeli, to pa zagotovo ne drži. In so zunanje okoliščine tiste, ki tudi narekujejo določene stvari. Vemo, da smo vezani tudi na Nemčijo. Vemo, da zagotovo zunanje okoliščine lahko vplivajo na porabo zasebne potrošnje, mislim, na našo porabo zasebne potrošnje, kaj se bojimo. Hrušk pa jabolka, ne, v tistem času, ko je gospod Šarec vodil vlado, je bil čas neke druge konjunkture, nekih drugih časov. Fiskalni svet je takrat opozarjal, da je proračun bil pripravljen v neskladu s fiskalnim pravilom. Te stvari je treba povedati. Pa tudi ta presežek, o katerem se govori, ga je treba upisati, v katerem delu je bil dosežen. Zdaj to se govori, da je celoten proračun imel ne vem kakšne presežke, ampak jaz se ne bi rad vračal. Bil je presežek, gospod Tonin, žal. Vaša vlada ga žal ni dosegla. Če imate vi en mesec presežek, pa 11 mesecev deficita, je potem zgodba nekoliko drugačna. Ampak to je preteklo, se ne bi rad s temi stvarmi ukvarjal. Če gremo naprej, potem je prišla... Tonin, jaz sem samo povedal, kako fiskalni svet deluje in na kakšen način in da pač tega ne bi jemal za... Gospod Šarec, jaz sem vam pa sam želel povedati, da fiskalni svet sedijo noter strokovnjaki, tehnično ga pa suportira računsko sodišče, tako da jaz težko učitam in najverjetneje tudi vi fiskalnemu svetu, da se oni izmišljujejo in oni delajo nekaj, kar ni res. Oni pač v skladu s tistim, kar jim zakon določa in v skladu z podatki, ki jim jih dajo strokovne službe, pripravijo svoja mnenja. Jaz pa verjamem, da enkrat to mnenje fiskalnega sveta ni bilo všeč vam, tudi kdaj, ko smo bili mi v vladi, tudi nam ni bilo kdaj všeč mnenje fiskalnega sveta, ampak se verjetno fiskalni svet ni bil ustanovljen zato, da bi ugodil svojimi mnenji sami vladi, ampak zaradi tega, da bi neko trezno sliko o javnih financah vzpostavili. In to pač oni delajo. Zdaj, od tukaj naprej pa sem rekel, to je škoda našega časa, da zgubljamo za tisto, kar je bilo, zdaj se osredotočimo na tisto, kar je in tam, kar smo danes in tukaj enostavno Slovenija resno potrebuje, da se bomo zmenili, kaj so zdaj tiste ključne investicije, na katerih Slovenija želi graditi v prihodnjih 5-10 letih. Govorili smo o jedrski elektrarni, govorili smo o celotni prenovi železniške infrastrukture, cestne infrastrukture, skratka, mi se moramo kot politika zmeniti, kaj bomo v prihodnjih 5-10 letih naredili, potem je pa treba temu tudi prilagoditi proračun in vse naše aktivnosti. Edino to bo dalo tudi gospodarstvu neko predvidljivost na dolgi rok, ne samo na 1-2 leti, s čimer se bo začela kolesa tudi drugače obračati in pa predvsem je treba tudi davčno, bi rekel, sliko v Sloveniji spremeniti, da se bo delo splačalo, ker danes je problem, da se pač delo ne splača. Prišli smo v položaj, govorimo o sedanjem položaju, ko nas je socialistična vlada na oblasti pripeljala do tega, da je dejansko pri nas pošteno, trdo delo delavca, podjetnika, obrtnika, je kaznovano s previsokimi davki, nedelo, lenoba in špekulacija so pa nagrajeni. Nobena država ne more na ta način preživeti. Dajte malo pojasniti to. Zgodovina že... Čigavo nedelo in lenoba je nagrajeno? Modrost stara 200 let, enega od očetov ameriške ustave pravi, da demokracije in države bo konec takrat, ko bo država vzela tistemu, ki je pripravljen delati in dala tistemu, ki noče delati. In točno to je ta trenutna logika sedanje oblasti v Sloveniji. Poglejte, dodatni davki zajemajo praktično vse, blaginjo navadnih ljudi, predvsem pa je nesorazmerno obdavčeno delo, se pravi, pač obremenitev za delodajalca, za delavca, zaposlenega je strahotna. Ampak sociala je pa prenapihnjena čez vse mere, In tisti, ki ne dela, tisti, ki špekulira, tisti, ki pač visi na sociali, pa mogoče še malo na črno zraven naredi, tisti bolj živi od tistega, ki dejansko dela. V takem položaju smo danes in država na ta način ne more funkcionirati. Zaradi tega smo prišli v položaj, ko ljudje tudi nočejo več delati. Zaradi tega, ker se jim enostavno ne splača, sedi niso neumen. On vidi, da se mu bolj splača viseti na sociali, ki je prenapihnjena, ampak to mora nekdo plačati. In plačujejo zdaj tisti redki podjetniki,
in pa zaposleni, ki še vztrajajo. Ampak tudi te potem predsednik vlade reče, no pa pejte se optimirati na Hrvaško. Ja pa lepo vas prosim, to je konec vsake države. To je popolnoma neodgovorno in to vodi Slovenijo v uničenje. Ta oblast Slovenijo naklepno uničuje. No, če bom recimo govorila tako kot vi, ker ste rekli, da je gospod Golob, ampak je bilo to seveda vzeto iz konteksta, pošiljal ljudi na Hrvaško, jih je potem pa ministra za finance še naprej pa jih pošiljal v Bosno, ker je davčno še ugodnejše okolje. Ampak gospod Tonin, vi ste rekli nekaj, kar bi si morali verjetno politiki res dati kot eden od glavnih ciljev. To pa je, da se politika poenoti glede tega, kam in kako gremo. Ja, mislim, ker tega pač niste sposobni. Lahko tako rečete, bi rekel vse za mlajšo generacijo, lahko rečem, da si izjemno želimo in tudi prizadevamo za to, da bi se celotna politika postavila določene jasne cilje in jim tem tudi sledila. Recimo konkretno, kar se tiče varnosti in obrambe. Varnost, mir je temelj vsake stvari in tukaj bi se politika najverjetneje mogla jasno opredeliti, da del naše varnosti je tudi kolektivna varnost, ki jo zagovarjamo preko zavezništva NATO. Ampak imamo še vedno mi v slovenskem političnem prostoru stranke in tudi vladne stranke, ki temu konceptu nasprotujejo. Potem, kar se tiče recimo gospodarstva, jaz mislim, da se moramo mi začeti zavedati, da v tem svetu nismo sami in da so poleg nas še Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska in tako naprej, skratka neposredno naše sosede in da je treba tudi malo naše gospodarsko okolje temu prilagajati, ker je zelo enostavno za naše ljudi ali pa za določena naša podjetja, da se optimizirajo pri sosedih. In s tem nam pač odhajajo pomembna delovna mesta. In jaz mislim, da tukaj ni potrebno odkrivati kakšnekoli tople vode, ampak jasno temu slovenskemu prostoru dati neko predvidljivost. To je tisto, kar gospodarstvo ves čas prosi. Že na enem srečanju obrtne zbornice sem bil, ker so prosili predsednika vlade, da jih prosijo, da ne v tem mandatu ničesar več ne spreminjajo. Ker ne ostane tako, kaj je boljš, kot pa da se stvari poslabšujejo in da ni neke predvidljivosti, zaradi katere javni lahko normalno delajo. In tretja stvar, jaz mislim, je zagotovo to, da se mora delo splačati. Glejte, danes bo vse večji tudi družbeni konflikt med tistimi, ki bodo delali in bodo vedno bolj jezni na tiste, ki ne bodo delali, ker bodo čutili, da je to nepravično. Oni, ki ne bodo delali, bodo imeli vedno občutek za to, da dobivajo še premalo. In tukaj se nam, bi rekel, ustvarja nek latenten konflikt, ki bo lahko v prihodnjih 5 letih eksplodiral neslutenih razsežnosti. Zato sem jaz prepričan, to vse v Novi Sloveniji delamo, da mora vsak nek socialen benefit biti vezan tudi na neko povračilo. Recimo, zdaj smo sprejeli ta zakon, da če Romi ne pošiljajo otroke v šole, potem ni otroških dodatkov. Zelo enostavno. In tudi tisti, recimo, ki dobivajo zaradi tega, ker so nezmožni recimo dobiti takoj službo, neko socialno podporo, bi morali te stvari vračati vse za družbeno koristnim delom nazaj, na občinah, na domovih za starejše in tako naprej. Teh stvari je ogromno. Na takšen način bi pri tem prišli do točke, da bi se delo splačalo, ker enostavno tudi, če bi dobil socialno podporo, bi za to socialno podporo nekaj moral družbeno koristnega narediti. To zdaj govorite res o manjšini, ne vem, če se pozna tako. Čakajte, se lahko pa o večini, kajti vsaka odgovorna oblast bi morala delati tako odgovorna do lastnega naroda in države, da se razumemo, da bi privabljala tuje investitorje, da bi vabila mlade, najsposobnejše, ne ostanejo doma. Mi pa v resnici sedanja vlada pa kako dela, da še tisto, kar imamo, odbija, zraven pa odpre meje, pa prav pridite vsi, in temu se reče velika zamenjava. To je zato, ker jim gre za oblast, ne pa za Slovenijo. Gospod Grims, taka vlada ni vredna, da obstaja. A veste, kjer investitorji zdaj prihajajo? Zdaj prihajajo recimo veliki investitorji, ki se v Sloveniji relativno dobro počutijo zaradi tega, ker je naša delovna sila zelo kvalitetna, pa bi rekel tudi na nekaterih delih vrhunsko usposobljena. Recimo Revoz napoveduje neke stvari. Električni Twingo bodo delali. Ampak je treba k temu dodati tudi, da pričakuje pomembne državne subvencije, ker ni nezamrljivo. 40 milijonov. Prihaja lek in podobne zgodbe, ker zahteva, bi rekel, zelo izobraženo delovno silo. Ampak tisto, kar se pa pogreša, sem bil na enem srečanju recimo slovenskih start-upov. Slovenci imajo odlične ideje, kako neko stvar začeti, ampak potem, ko pa potrebujejo kapital, je pa zelo
hitra zahteva zaradi našega poslovnega okolja, da to podjetje preselijo ali v London, ali v Ameriko, ali v Estonijo. In zaradi tega se meni zdi, da tukaj je ena stvar, ki jo moramo izboljšati v tem smislu, da mladi, ki imajo idejo, ki so sposobni, lahko podjetje razvijajo v Sloveniji, tudi tukaj dobijo kapital v Sloveniji in tako naprej. Potem naslednja stvar, veste, fovšarija je problem, ne? Ampak jaz bi se zelo rad želel, da bi recimo mi uveljavili tisto Simičevo reformo, ne, da kdorkoli zasluži nad milijon, ima potem neko fiksno davčno stopno, zaradi tega, da bi lahko Rogliči, Pogačari, Dončići imeli denar v Sloveniji, ne pa iskali davčno ugodnejše okolje. Recimo, to so stvari, ki so zelo enostavno, ki jih lahko takole hitro naredimo in bi naše stvari bistveno izboljšali. Ker je zanimivo, kad gledate ankete, ne, da so naši ljudje očitno zadovoljni s svojim življenjem. Da so pa zelo nezadovoljni z politiko in z nekimi detajli. Zaradi tega bi taki detajli dejansko tudi spremenili naš standard pa naš način življenja in bi bili za našo prihodnost zelo pomembni. Lahko samo, gospod Šarec, takoj vam bom dala besedo, samo da povem še dve številki. Ker ste govorili o investicijah, gospod Tonin, mislim, da je 1,5 milijarde napovedanih oziroma predvidenih investicij in da te investitorji, ki te investicije predvidevajo, želijo, mislim, za 270 milijonov evrov subvencij, kar ni veliko. Ne? Poleg Revoza Leka je še Leone, Perutnina Ptuj, Paloma, žal sicer veliko podjetij, ki so v tuji lasti. Gospod Šarec, se opravičujem, izvolite. Ja, seveda, vse to, kar ste povedali, v bistvu investicije so, nikakor ni, da jih ni. Jaz nikoli ne bom trdil, da ni prostora za izboljšave. To se moramo razumeti. Vedno je prostor za izboljšave pri vsaki vladi. Se tudi pri vaši prejšnji bilo boljše, če ne bilo solzivca, pa še česa, ne? Pa so bili takrat normalno... Ne bi bilo boljše, če ne bilo petkovih kolesarjev? No, normalno, da so danes ljudje zadovoljni in to tudi ankete odražajo, kolikor pač lahko zaupamo anketam, kajti življenje takrat pod vašo prejšnjo vlado je bilo pač težko, bom rekel, za marsikoga. Vemo, kaj vse smo imeli, ves čas smo imeli neko izredno stanje, ves čas smo imeli neke težave, ampak problem je bil ne v samih ukrepih, ampak ker se je šlo zraven delati še neko revolucijo. To je bil problem, tako da danes je normalno, da so ljudje bolj zadovoljni, stanje je umirjeno, politika se izvaja neka, bom rekel, normalna politika. Kar se tiče investicij, tudi prihajajo investicije in ko pravite, kako se vse hitro naredi, seveda, verjamem, da če bi bili v vladi, pa nekaj časa ste bili, bi zadeve gledali drugače. Lahko pa rečem za resor, ki sem ga vodil nekaj časa, da tam pa se popolnoma strinjam, da je bilo ogromno narejenega, veliko se je premaknilo. To v vašem času ali v njegovem? Ja, v našem času, seveda, ker smo tudi zagotovili ne nazadnje letala za gašenje, pa še kaj, ne, to se vidi. In tudi vojaške opreme smo nakupili precej, kadrovska slika se izboljšuje. Mislim, da je fiskalni svet rekel, da je za 40% več investicij v obrambo v prvih 5 mesecih letos. Seveda, ker če govorimo o svetu okoli nas, je to posledica tega. Oba sta tako kar veliko nakupovala ali pa želela nakupovati, tukaj gospod Tonin. Jaz sem slišal, da se je svet začel leta 2022. Ne, gospod Šarec, jaz sem vas vprašala samo to, ali ste prepričani, mislim, lahko zagotovite še vedno, glede na to, da so se cene pač na trgu vojaške industrije povišale, da bo nakup 8 kolesnikov, ki ste jih izbrali vi, cenejši od tistega, ki si ga je zamislil gospod Tonin kot obrambni minister? No, bom spet ponovil tisto, kar vedno ponavljam. Gospod Tonin govori o 45 oklepnikih in skupni ceni, mi pa govorimo o 106, kajti 106 oklepnikov
je bataljonska bojna skupina, ne 45. 45 skratka, ne pomeni... Bom ponastavila vprašanje. Gospod Šarec, poslušajte me. Ne, to je zelo pomembno, ker gospod Tonin, zdaj pa vi primerjate hruške in jabolka in govorite, kako bi bilo cenejše, ampak vi ste... Gospod Tonin sicer zaenkrat še ni nič rekel, mene samo zanima... Prej je govoril. Vi ste vedno govorili o 45 oklepnikih, vemo pa, da 53 je minimum za bataljonsko skupino eno in je treba pač nabaviti toliko vozil. Zdaj, tudi sam nakup teh vozil poteka po sistemu vlada vladi, ne? Mislim, to je ful zanimivo, ker ko ena vlada kupuje, recimo, ko je kupovala ministrica Katičeva, je rekla, da je najboljši sistem v okviru OCCAR-ja. Za nas ne, ker mi smo... Samo to bi vas vprašala. Samo to bi vas vprašala. Gospod Klemen Grošelj, ki je bil član vaše stranke in državni sekretar na obrambnem ministrstvu, trdi, da po tej ceni, ki jo ste jo zagotavljali vi oziroma vaš naslednik, Patrii ne bo mogoče kupiti. Glejte, vsak ima pravico do svojega mnenja, vsak se pravi, ustrajate, da bo ceneje? Ne, jaz nič ne ustrajam, jaz samo pravim, da je vse stvar pogajanj, da je vse stvar samega postopka. Postopek bi bil lahko tudi seveda že prej zaključen, če bi vse teklo, kot bi moralo, pa ni. Vemo, da smo imeli enega proizvajalca, ki ni bil honest broker. Mi smo, če bi tisti proizvajalec nam je zagotavljal neke certifikate, ki jih ni bilo, in seveda se nismo mogli s tistim proizvajalcem potem dogovoriti. Tako da zato je tudi bil zastoj v samem procesu in zato tudi postopek traja dlje. Seveda imate prav, da se razmere na trgu spreminjajo, vedno so se, vedno se in vedno se bodo. Ne trdim ničesar, kot nikoli nisem ničesar trdil, toliko me že poznate zdaj, da veste, da dokler zadeva ni zaključena, nikoli ne bom rekel, da je tako, ampak dejstvo pa je, da zadeva bo za Slovenijo zagotovo bolj primerna in OCCAR bi bil za Slovenijo tudi finančni, ekonomski samomor, zagotovo. In tudi tam je šlo samo za 45 vozil, kot rečeno, potrebujemo jih pa minimum 53 za eno bataljonsko. Po prejšnjem planu bi jih potrebovali 135, mi smo ta plan znižali na 106 vozil, se pravi, ko bomo imeli mi 106 vozil v celoti, takrat bomo mi lahko govorili o bataljonskih bojnih skupini, ne pa s 45 vozili. Gospod Tonin, seveda, vam dala besedo. Samo je zanimivo, jaz sem spraševala, ali bo res po tej ceni, glede na to, da... Odgovor je seveda ne, ampak bom razložil, zakaj. Gospod Šarec je uporabil besedo bolj primerno. Najprej se me zdi zelo zabavno poslušati nekdanje ministre, ki mislijo, da se je svet začel z njimi. Zdaj v zadnjem dobu zelo velikokrat poslušam, kako se je vse začelo leta 2022, prej pa ni bilo nič narejenega. Kdo to pravi? Vprašajte vojake, pa vam bodo povedali. Ste mene slišali, kdaj to reči? Tudi v 2022 se je vse začel, predsednik vlade, sedajni minister. Gospod Tonin, konkretno povejte, kdaj sem rekel, da se je svet začel z menoj. Da se je začel v 22. Bom povedal na koncu, ampak najprej, da nam bom čas pobegnil na pisane stvari. Se pravi, nikoli se svet z enim ministrom ne začne in pameten minister pač projekte, ki so bili prej pripravljeni in dobri, nadaljuje. In jaz sem nadaljeval projekt ministrice Katičeve, in ta projekt je bil takrat ustavljen zaradi političnih zahtev podpornikov gospoda Šarca, ki so zahtevali na odboru za ustavitev tega projekta za podporo njega kot predsednika vlade. Oni so si to zaslugo pripeli. Potem smo ta projekt nadaljevali in nabavili smo seveda 45 vozil. Zakaj številka 45? Zaradi tega, ker razlika od 45 do 53 so različna specialna vozila, ki jih bojna bataljonska skupina potrebuje. Seveda te bi s pogajanjem potem kupili v nadaljevanju.
Mi smo šli postopoma, najprej zgradimo eno bataljonsko bojno skupino, zagotovimo ljudi in potem gremo na drugo. Vam pa zagotavljam, da seveda ta vlada ne bo mogla doseči take cene, kot smo jo dosegli mi, ker so okoliščine so se spremenile. Veste, prvič so se cene osnovnih surovin navzgor, drugič se je v tem času mnogo povečalo povpraševanje za to vrstne proizvode. Mi smo imeli takrat seveda super eskalacijsko klauzulo, ki je določala, da se cena lahko poveča samo za 1,8%, kar pomeni, da bi bilo celo manj kot sama inflacija. Vse to so bile tiste sestavine, tiste pogodbe in to so recimo boxer vozila, ki jih zdaj množično uvaja uporabo tudi britanska vojska, ki je ena izmed najmočnejših NATO vojska. Jaz mislim, da bi bilo koristno seveda na ta projekt takrat nadaljevati, mi bi danes že prva vozila imeli, ampak tista vlada se je takrat politično odločila zaradi tega, ker je to zahtevala Levica, da je to pogodbo treba preprečiti, ker bi bilo zelo nenavadno, da bi vlada in Levica, ki je te stvari poskušala spodkopavati celo z referendumom in s podpisi, da bi potem ta vlada te stvari realizirala. Lejte, drugič vam predlagam, da ne vabite evropskih poslancev, ampak povabite dva bivša ministra, pa imate celo oddajo o temle. Na začetku ste malo podtikali, pa še vse besedo segali, zdaj pa govorimo že 15 minut samo o nakupih oklepnikov, ni evropska tema, niti spomembna tema zdaj za Slovenijo. Zlasti zato, ker v tem trenutku vlada, ki je pač na oblasti, kateri so tudi Levica mingrede, ker je zelo prisrčno, se dogovarja za 5% obremenitev BDP-ja za obrambni sistem, ker je pa ogromno. Ni res, da govorimo 15 minut o 8 kolesnikih, je pa tukaj, seveda. Zaradi tega, ker problem, s katerim se bo v resnici soočila zdajle Evropa, niso ne ti oklepniki, niso ne teh 5%, ampak kdo bo sploh Evropo branil. Kajti Evropa desetletje tolče po vseh, ki so domoljubi, da je to, ne vem, ekstremna desnica, pa podobne neumnosti poslušaš. Medtem, ko naprej tiši tiste, ki prav zagotovo take Evrope ne bodo branili. In tisto, kar bi pa mene zanimalo, pa je ob sedanji demografiji, ob tej popolni politični iztirjenosti, ki gre v skrajno ultralevičarstvo, kdo bo Evropo sploh branil. In tukaj noben denar, nobena sredstva, nobeni oklepniki ne bodo nič pomagali. In to mi gre tudi slovenski problem. Dajte vprašati na glas, koliko je sploh še aktivne slovenske vojske. Koliko imamo slovenskih vojakov? Gospod Grims, kaj vi mislite, ker se ravno začeli zdaj to temo? Ko bo domoljubje vrednota, ko bo podjetništvo vrednota, ko se bomo vrnili k pravim krščanskim vrednotam, na katerih je bila Evropa zgrajena, takrat bo Evropa spet imela prihodnost. In gospod Grims, vi mislite, da bi bilo potrebno uvesti v bistvu obvezno služenje vojaškega roka? Kdo pa mislite, da bo za to obvezno služenje? Koliko bo interesa? 20% mladih ali manj? Ne, če bi bilo obvezno, bi pač vsi mogli, to, kar sem vam povedal. Zaradi tega, ker se je za načrtno in se še vedno po vsem šolstvu, celotni šolski sistem je tako postavljen, da se dobesedno zatira vse, kar je vrednote domoljubja. To je verjetno stvar tudi same vzgoje doma, ne? Ne, to ni vzgoja doma, to je načrtno in potem se otroke posiljuje z LGTB plus ideologijo, Ravno zdaj imamo Pride Month, jaz sem v Evropskem parlamentu podpisal zdaj pobudo, da naj se rajš juni preimenuje v Family Pride Month, to se pravi v mesec, ki bo posvečen pravi družini, očetu, materi in njunim otrokom. Da se vrnemo k pravim vrednotam, da se gradi spet normalen svet, tako kot se ga vedno je. Kajti taka Evropa, če bo šla v to smer, kot gre zdaj, sploh nima nobene perspektive več. Ob napovedanih naložbah v obrambno, v oboroževanje, je tudi vprašanje to obveznega vojaškega roka. Kaj vi dva mislite? Ker gospod Grims meni, da pač se ljudje ne bi odzvali, Naj preberem, da imajo obvezno služenje vojaškega roka v Avstriji, na Danskem, Estoniji, Litvi, Latviji, Švedska, Norveška, Finska, Moldavija, Ukrajina, Grčija in Švica, medtem ko Srbija in Nemčija pa o tem resno razmišljajo. Jaz sem vedno podpiran, do zdaj podpiramo obvezno služenje, sicer bi to naredil kot nacionalno služenje, kar pomeni, da bi bilo obvezno ne samo za moške, ampak tudi za ženske in da bi lahko izbirali, ali bi služili v vojski ali pa bi odslužili v družbeno koristnih organizacijah, kot so bolnišnice, zdravstvene domove in tako naprej. Gospod Grims pravi, da je bilo samo 20%. To je anketa, ki je bila nedavno objavljena za celotno Evropo.
koliko ljudi je sploh še pripravljeno braniti Evropo tako, kot je. Ampak veste, kaj to je verjetno tudi posledica dolgoletnega miru? Ne, to je posledica dolgoletnega pranja možgan s kulturnim marksizmom preko sistema javnega šolstva, ki je največja pralnica možgan v Sloveniji, mimogrede, javno zdravstvo je pa največja pralnica denarja, potem preko masovnih medijev, ne, zato pa odpiramo take teme, kot smo se malo prej z njimi soočali. In na koncu je tukaj seveda še vprašanje tako imenovane zabavne industrije oziroma kvazi kulture. Lahko si pogledate ta zadnjo Eurovizijo, pa vam bo jasno, o čem govorim. In mladi, ki se jim tako vcepla popolnoma zmešane ideje, ne, enostavno ne vejo več, kaj ne, s čem se soočajo. In potem hodijo, to smo videli tudi eno stranko, ne, pred nedavnim so imeli eno srečanje, kjer so vsi nosili, da jih Slovenija nič ne briga, da oni so državljani sveta, podobno. Ampak na ta način globalizem zmaguje, dejansko je pa Slovenija čudovita država, nacionalna država, dragocena država, nekaj izjemnega, kar smo si priborili in to v tem obdobju, in to bi bilo treba graditi, to je treba ohraniti in to je treba okrepiti. Ampak nekje je treba seveda tudi začeti. Jaz sem najverjetneje, lahko se strinjam z Brankotom, ki pravi, da bi najverjetneje v prvem začetku te nacionalne dolžnosti se večji del odločil za nevojaško služenje te nacionalne dolžnosti, skratka za stvari, ki so zelo dobre, lahko in pripričani boste, da bo naprimer v domovih za starejše, ki že danes manjka kadrov, ali pa tudi v bolnišnicah tovrstne pomoči zelo veseli. Je pa tudi nek odnos mladih, da če jim država nekaj da, nam je dala brezplačno izobrazbo, še kaj drugega, da potem na takšen način neke stvari vrneš nazaj. Ampak če mi tega ne bomo uvedli, potem mi tistih stvari, ki jih je zdajšnja vlada napisala v resolucijo, kako bomo mi zgradili strateško rezervo, niti ne bomo mogli zgraditi, ker, a veste, od leta 2003 ni več obveznega služenja vojaškega roka, od takrat nimamo več generacij, ki so se sploh srečale z samo orožjem in pa z tem, kako se stvari delajo, in enostavno ne bo od kje te strateške rezerve popolnjevati. Zaradi tega, če mi s tistim, kar smo zapisali v resolucijo, mislimo resno, potem je seveda tudi logična posledica, da bo potrebno uvesti nazaj, sprem temu ne vojaško dolžnost, ampak nacionalno dolžnost, ker ne bo ljudi. Ampak gospod Sajovic se temu, tako se mi zdi, vsaj ne izogiba. No, gledajte, treba je povedati, zakaj je bil takrat tudi tako na hitro ukinjen vojaški rok, ker je bil ravno ugovor vesti tako močan in so vsi delali po bolnišnicah, po domovih starejših in tako naprej, tako da to smo že imeli in zaradi tega je bilo ukinjeno, ne. In treba tudi pošteno povedati, da to potem ni vojska, ne. Mi potrebujemo vojsko. Nismo povedali, da število tistih, ki prostovoljno služijo na vojaškem usposabljanju, raste. Potem raste tudi število prostovoljne rezerve. Se pravi, s sedanjim programom, ki se ga izvaja, ta program daje rezultate. Jaz sem že kot minister vedno povedal, da je to tek na dolge proge in da bomo potrebovali še kar nekaj let, ampak ta program daje rezultate. In zato smo mi zagovarjali in zagovarjamo ta način, kajti ko je nekaj prisilno, vemo, danes mlade generacije so vendarle drugačne, kot so bile pred leti, in ko nekaj daš prisilno, je takoj zanimanje manjše. Tabori se enormno povečujejo, poletni tabori, zimski tabori, se pravi število mladih, ki so potem kakorkoli povezani, ali se zaposlijo v Slovenski vojski, ali gredo v pogodbeno rezervo, ali na kakšen drug način, raste. In ta program zagotovo daje rezultate. Ker se nam je čas iztekel, imam za vsakega od vas še po eno vprašanje. Gospod Grims, ena vaših tem, ki vas zelo zaposluje, je tudi v bistvu, kaj se je dogajalo po vojni, a ne? Gospa predsednica Nataša Musar je na državni slovesnosti pred dnevi ob jami pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu govorila o tem, povedala je, da v bistvu so bili to poboji in da so bili te pobiti žrtve. Je pa dejala še ena stvar, s katero bi se lahko strinjali. To pa je, da je sprava med ljudmi na nek način, da se zdi, da je že dosežena, medtem ko politiki kar naprej kregate ljudi. No,
potem vprašajte vse tiste na levici, ki stalno govorijo o pač kolaborantstvu, ker so v resnici sami socialisti med sabo kolaborirali prvi 2 leti druge svetovne vojne, zato je bila za Evropo tako uničujoča in v resnici nacionalni socializem, torej nacizem, internacionalni socializem ali socializem in fašizem kot korporativni derivat so v resnici samo 3 variante socializma in vsi utemeljeni na pač delih rasista Karla Marxa, ne. Zdaj tisto, kar je naredila pa gospa Pirc-Musarjeva, pa ni dobro, ker je tudi s svojim dejanjem spet razdelila Slovence, ne. Ona bi lahko se udeležila sobotne slovesnosti, tudi sam bom tam, v Kočevskem rogu. Ona je šla pa posebej in zaradi tega je spet poudarila to delitev in to ni dobro. In veste, sprava niso besede. To absolutno zavračam. Sprava so dejanja. In dokler imamo tamle 3000 trupel, ki ležijo v enih odpadnih vrečah, dokler imamo tamle jamo, v kateri leži več 100 po vojni pobitih dojenčkov, ki so jih potolkli partizani, tako da so jih užgali ob kamen ali pa ob drevo, pa jih vrgali v jamo, ne, pa ne dovolijo niti prekopa te jame, da bi se videlo, koliko in kaj je v resnici tam, ne. Dokler smo imeli zakopana živa dekleta, ki so jih zaprli v hudo jamo, ne, in so potem tam umirala v najstrašnejših mukah, je to seveda dokaz genocida. In če bo kdo temu ugovarjal, ne si gre pogledat nekatere dele Slovenije, kot je recimo gor nad Logatcem, Rovte. Tam so, na tistem območju so pobili vse moške do zadnjega, po končani drugi svetovni vojni. To je genocid. In ko se bomo soočali s slovenskim genocidom, ko ga bomo obsodili tudi po pravni poti, ko bomo popravili vse, kar se reši da, ko bo vsaka žrtev imela tukaj v glavnem mestu Ljubljani na enem skupnem pokopališču vsaj en bel križ s svojim imenom pa priimkom, takrat bom pa verjel, da je sprava tudi v dejanjih. Dokler se pa ne dovoli niti prekopa, in pazite, pieteta je tisto, kar loči ljudi od živali, kot pravi stara modrost. Se pravi, se ne strinjate s predsednico, ki pravi, da politiki še naprej delite kakršnikoli spravi iluzorno. Sprava je bila v besedah, žal in dejanja niso sledila. Ampak zato ne govori, da je kriva desnica. To je izključno zaradi levičarjev, ki imajo pač slabo vest. In slaba vest je huda reč. Politiki preprečujete, da bi se sprava v bistvu zgodila dokončno. Gospod Tonin, za vas je pa vprašanje seveda povezano z gledanjem stran pri vašem članu, županu, gospodu Klobasi. Zdi se mi zanimivo, kako mu dopuščate odklone od nekih vrednot, ki jih zagovarja stranka. Če pustimo ob strani pač to, da je bil vsaj dvakrat pijan, dvakrat ga je policija dobila med vožnjo upitega, potem pred evropskimi volitvami, sami veste, kaj je bilo, izrekel se je med drugim tudi za splav. Zakaj, recimo, če dam tukaj primer gospoda Hojsa, njega ste izključili, ker je pač škodil stranki, gospod Klobasa pa ne, ali kako? To, kar je naredil gospod Klobasa, je seveda narobe. Ne govorim samo o alkoholu, ki ga je zaužil pred našo, ampak še kar nekaj njegovih izjav in dejanj je bilo takšnih, ki nekoliko odstopajo od tega, kar zagovarja stranka. Nova Slovenija je demokratična stranka, ima 8000 članov in uradna stališča stranke se vedno sprejemajo na organih stranke. In nekdo, ki ima 8000 članov, ne more nikoli garantirati, da bo vsak član imel pri vsaki temi isto stališče, kot je uradno stališče stranke. Zaradi tega, ker stranka smo ne enako misleči ljudje, ampak smo podobni misleči ljudje, ki se zbiramo okrog vrednot, v katere verjamemo. In zato pač je Nova Slovenija tudi po tej plati posebna, da je demokratična in da če nekdo ima na neki točki drugačno mnenje, kot je večinsko mnenje ali pa kot je uradno stališče stranke, zaradi tega še ljudi ne izključujemo. Skratka, ste demokratični tako kot v SDS-u. Gospod Šarec, vam bom dala zadnjo besedo, uporabila bom pa pri vprašanju, ne spomnim se, kdaj ste to konkretno rekli, da nekdo prehitro vrti raženj, medtem ko zajec še teka po gozdu. Ne spomnim se, kakšen je... To je star pregovor, ki vedno drži. Ampak uporabili ste ga v zvezi z nekim dogajanjem v politiki. Ampak jaz bi vas vprašala, kdo prezgodaj vrti raženj,
oziroma pač kuri ogenj pod njim, ali gospod Prebilič, ki sanja o avtocesti do mandatarstva, ali gospod Robert Golob, ki zdaj govori že o svojem 3. mandatu, ali pa gospod Janez Janša, ki se pripravlja na svojo 4. vlado. Ja, torej, gospod Janša itak vsakič obljublja novo pomlad, že 30 let, to je ena zadeva. Se vsako leto pomlad pride sicer. Recimo mene je to pri gospodu Pahorju, ki smo ga omenili na začetku, mogoče tudi to zmotilo, da je povedal, da desna sredina pač prinaša neko svežino, leva pa ne. Zdaj, on je rekel, da ste izpraznjeni. Ja, ampak če je mislil gospoda Janeza Janšo, ki bo imel 10 mandatov na čelu stranke, potem tukaj težko govorimo o neki svežini. To je ena zadeva, drugo pa, jaz se vedno držim nekih svojih načel in ta so, da res počakam zadeve, da se odvijajo, kajti tam, kjer ni vse odvisno samo od tebe, tam težko daješ neka zagotovila. Gospod Prebilič moramo najprej videti, ali bo sploh naredil stranko, kdo bo zraven, kako se bo to odvijalo, ker se pravim, zdaj že kar nekaj časa to traja. Gospod Golob ima pa popolnoma realne možnosti, da se stavlja novo vlado in tudi vidimo, kako so zadeve, čeprav sam nikoli nisem želel komentirati anket, pa jih tudi zdaj ne bi, ampak zagotovo gospod Golob, njegove možnosti so zelo realne in ko bodo volitve, bodo volivke in volivci povedali in verjamem, da se bo videlo tudi rezultate, čeprav seveda vsi želijo prikazovati slabo stanje in seveda sedanja opozicija, to smo že vajeni leta in leta, ko so oni v opoziciji, vse slabo, najboljš se je izseliti, vse je konec, ko pa pridejo na vlado in pa potem vse super. Jaz sem 2 leti v parlamentu poslušal vsakega njihovega poslanca, to je kot bi knof pritisnil. Vlada dela dobro, to smo poslušali vsako... Se to pa zdaj tudi poslušamo, ne? Skratka, da skrajšam, se opravičujem, ker vas prekinjam, ker nam je čas že potekel. Gospod Šarec napoveduje, da bo zajca, čeprav je vegetarijanec, pekel Robert Golob. Zahvaljujem se vam za pozornost, če ste bili z nami, vam pa seveda hvala za obisk v studiu. Bog vas živi in Bog živi Slovenijo.